Imeti rad dom se začne z imenom dom, domovina, mati, osnovna poanta domoljubja pa je, da smo pripravljeni na povedovanje, solidarnost, strpnost, predvsem pa na načelnost. Biti načelen je ena najtežjih stvari, ker moraš biti načelen do vseh. Ne do tistih, ki so ti všeč, oni, ko pa se niso, jih boš pa gnjavil. Drugo, domoljubje pomeni namreč enotnost. V vojski mora biti enotnost. Če enotnosti ni, potem je brez veze govoriti o domoljubju in brez veze govoriti o načelnosti. Prva je enotnost. Ne gre pa za enakopravnost. Kajti v vojski je kaj? Nadrejeni, podrejeni, hierarhija je več. Če bo brigadir ukazal, jaz moram kot polkovnik razmišljati, kako bom ukaz izvršil. Ne pa kako bom našel 101 razlog, da tega ne bom naredil. To je kupovan črnovojniške vojske do Maribora. Znan je potem, da danes Štajerci govorimo slovensko in ne avstrijsko, zaradi tega, ker nam je uspel Maribor pridobiti in tudi danes sedimo v Murski Soboti, ki je slovenska in ne mađarska, tudi po njegovi zaslugi. In Franjo Malgaj je vseeno poskušal to, kar bi vsak oficir, zbrati vojake in se vsaj organizirano umikati, dokler ne dobi pomoči, ali bo mu generalmajster prišel na pomoč z novimi vojaki, ali bo mu poslal hrano, ali bo mu poslal streljivo, ne? Torej ne bo šel ko kure bojišče, ampak vojska je razpadala. Ivan Cankar je pokazal zrcalo slovenskemu narodu. Ponosen je bil na Slovenijo, ampak zrcalo je dal. In je rekel, nehajte biti hlapci. V bistvu nam je v prenesenem pomenu hotel povedati. Hlapec Jernej, ko je bil do konca prignan, ko je videl, da je vsega konec, da ga je iz kmetije, ki jo je on ustvarjal, mladi gospodar, hotel vrem reči, kaj je naredil s kmetijo? Požgal je. In to je v bistvu metafora za nas. Slovenca lahko tiščiš v kot, ampak ko ga boš porinil do kot, bo zdivljal. Ivan Cankar je čakal in želel, da doživi to, kar danes vi živite. Imamo domovino, imamo svojo državo in naš narod je končno svoj, na svoje. Naša domovina je boj in prihodnost. Vi ste naša prihodnost. Moje besede danes so bile ostre, bile so takšne ali drugačne. Poskušal sem vam samo vgraditi en virus, ki se bo počasi širil. Širite ga naprej. Širite ga med zavednimi ljudmi. Povejte jim, da ste ponosni, da ste pripadniki tega naroda. Da ste ponosni, da ste državljani Republike Slovenije.